Dober dan. Moja današnja gostja je Julija Lovrenčič, izvrstna mlada umetnostna drsalka, ki dobro ve, da za uspeh v tej športni panogi ni dovolj le ljubezen do umetnostnega drsanja, ampak tudi predanost in trdo delo. Julija, pozdravljena. Živijo. Nedavno ste uspeli se uvrstiti v finale Evropskega prvenstva v umetnostnem drsanju v Talinu. Iskrene čestitke seveda za ta uspeh. Mogoče nekaj vtisov za začetek najinega pogovora, kako je bilo? Ja, to Evropsko prvenstvo je bilo moje drugo Evropsko prvenstvo in na srečo sem jo uspela uvrstiti v finale, kar mi je zelo veliko pomenilo. Sem zelo trdno trenirala in se trudila, da bom uspela doseči ta cilj in mi dal tudi novo motivacijo, pa zato, da bom lahko v bistvu zdaj naprej trenirala pa se pripravljala na naslednja večja tekmovanja. Kako pa recimo to izgleda, ko vidiš to konkurenco svojo na taki ravni? Kakšni so občutki ob tem? Mislim, seveda je to neka zanimiva izkušnja, zato ker si nekako postavljen na isti nivo kot punce iz držav, ki imajo veliko boljše pogoje za treninge in si v bistvu sama sploh ne morem predstavljati, kako mi je uspelo priti do tega nivoja iz enega majhnega Bleda, ampak so zaradi tega ti vtisi še lepši. No, ampak uspehi se nadaljujejo. Zdaj ta zadnji vikend si uspela izpolniti 2 normi, če nam zaupaš, kateri? Ja, seveda. Ta vikend smo imeli mednarodno tekmovanje v Ljubljani. Imenuje se Dragon Trophy in ta tekma mi je v bistvu omogočila to, da sem se uvrstila na člansko svetovno prvenstvo, ki se bo dogajalo v Bostonu marca. Hkrati pa sem se uspela tudi uvrstiti na mladinsko svetovno prvenstvo, ki pa bo v Debrecenu na Madžarskem čez 2 tedna. Za te v bistvu tehnične točke za člansko svetovno prvenstvo sem v bistvu že malo izgubila upanje na poti do tega, ker nisem mislila, da bomo sploh uspeli. Ampak vseeno sva šle probat s mojo trenerko, sestro Špelo. Nisva upale in so vsem hotele probati iti na to tekmo in hvala Bogu, da se je izvedelo, kako se je. Pa kaj to zdaj pomeni? Zdaj časa ni prav veliko, a to pomeni, da ti že ta program imaš? Ja, to je vse že v bistvu narejen. To je kot še ena tekma, ampak je uvrstitev na to tekmo je težka, zato ker potrebuješ neke te minimalne tehnične točke. Je pa to ne glede na vse, so enaki programi, prosti in kratki, tako da to zdaj ni neka novost. Kaj pa recimo neka najbolj zahtevna tehnična točka, ki jo ti pač izvajaš, neka figura, katera je zdaj to? Ja, mislim, na treningih že izvajam kombinacijo trojnega skoka, kar je v bistvu najtežje, kar si lahko na tem nivoju nekako punce privoščimo, ker fantje na primer že izvajajo četvorne skoke. To pa pri puncah ni še tako zelo razvito. Ampak ne glede na to je bil meni samo cilj drsati brez napak, kar je pa pri našem prostem programu in kratkem kar težko, ker imamo od 7 do 12 elementov in mora biti res izvedeno praktično perfektno. Kaj pa sama psihološka priprava, kako se ti recimo pripraviš pred nastopom? Ja, to je v bistvu zelo velik del teh tekmovanj, zato ker, kot sem rekla, ni veliko priložnosti. Te tekme so vedno nekako neka presija za to, da ti uspe prav v tistem trenutku narediti to, kar znaš. Naš kratek program je dolg 2 minute 40, dolgi pa 4 minute, kar pomeni, da moraš v tistih parih minutah pokazati vse, kar znaš, kar si treniral že zadnjih 13 let. Tako da sem se povezala tudi s Saro Isakovič, ki je olimpijka in mi je pomagala tudi z različnimi vajami, dihalnimi. Tako da sem imela tudi podporo iz te strani. Ampak seveda ima vsak športnik nek svoj pristop, če je to, da poslušaš glasbo, to jaz ponavadi delam pred tekmo, ali pa samo vizualizacija, kako se bo na koncu vse izteklo, to kar pomaga.
Zakaj si se ti recimo odločila za umetnostno drsanje, če lahko rečemo, pri 6-7 letih si začela, da si se res ti odločila? Pa mislim, da to je vedno nekako pogojeno s tem, kaj tvoji starši zahtevajo od tebe, tudi kaj je dostopno v tvoji bližini. Tukaj na Bledu smo imeli veliko srečo, da smo imeli ledeno dvorano čisto zraven moje osnovne šole. In sem bila jaz nekako sama, v bistvu sem imela zelo dobro izhodišče, zato sem začela drsati, ne pa da bi šla zdaj pa, ne vem, karkoli drugega, ne vem, smučanje je malo težje, ker te morajo starši voziti, pa ni tako zelo. Pa te je kdaj v teh letih kaj minilo že mogoče, da? Pa bi rekla, da mogoče med korono bilo malo težje, ker so nam seveda zaprli ledeno dvorano, takrat sem bila glih 13. Pa tako motivacija mi je malo padla, mislim, da je to vsakemu športniku, ne glede na to, kaj so trenirali. Ampak nekako se je pa to tudi izvleklo, pa smo prešli čez to, pa smo zaradi tega dobili tudi nek nov zagon, zato ker smo bili toliko časa brez ledene ploskve, da smo pa imeli večje cilje pa večje ambicije, ker smo prišli nazaj. Zdaj, umetnostno drsanje je šport, ki zahteva tako gracioznost, hitrost, moč, raztegljivost. Kako potekajo tvoji treningi, da vsemu temu nekako zadostiš? Ja, se pravi, zdaj odkar sodelujem z mojo sestro kot trenerko, to je že približno 1 leto, sva se zelo osredotočila prav na to, da piševa vse te plane za pripravo treningov, ki so izven ledene površine. Zato ker se s tem da zelo veliko nadoknaditi, ker drugače, če bi imela več ur ledu, bi lahko v bistvu manj teh suhih treningov izvajala. Ampak na primer za kondicijo delamo take treninge, za raztegljivost take, za vaje za moč take. In nekako pol vse to skupaj, ke v bistvu vsi ti treningi pridejo skupaj, pol nekako dobiš ti pripravljenost tako fizično kot tudi pol psihično, zato da si res maksimalno pripravljen. Pa da potem na ledu izgleda to vse tako nekako lahkotno in potem mi to lahko občudujemo. Ampak res je dosti dela narejeno tudi izven ledene ploskve, tako da tudi za poškodbe, za preventivo poškodb je zelo pomembno, da se seveda ogreješ vsakič pred treningom, raztegneš vsakič po treningu in tako naprej. Zdaj, omenila si, da je sestra že 1 leto tvoja trenerka. Je to prednost ali je mogoče kdaj tudi slabost? Jaz bi rekla, da definitivno prednost, ampak seveda pa pridejo tudi kakšni dnevi, ko pa se kdaj sporečeva, pa imamo različna mnenja, ampak prav zaradi teh pa ponavadi pol tudi prideva do nekih novih rešitev, novih idej in ves ta odnos skupaj še naprej raste zaradi tega. Zdaj, glede na tvoje uspehe, na to tvojo zagnanost in to, mislim, da ti ne potrebuješ kaj dosti zunanje motivacije, da imaš svoje, kar... Pa to je zelo različno, tudi vsak šport ima drugače. Jaz tukaj vedno tekmujem sama s sabo, v bistvu premagujem sebe iz prejšnjega tekmovanja, nimam zdaj tukaj, da bi bila v borbi z nekom drugim. Ampak meni definitivno pomaga to, da če grem kdaj ven v tujino na priprave, da gledam ostale punce, kaj one delajo, kako se jaz lahko še bolj trudim, kar pa tukaj v Sloveniji definitivno manjka. Zato pa rada tudi včasih grem kdaj kam, pa se še kaj naučim od drugih. Ker prenavljajo ledeno dvorano na Bledu, imate zdaj najbrž kar precej težav z usklajevanjem teh treningov na ledu. Kako to nadoknadite? Gre se tudi v tujino? Ja, tukaj zdaj se bojo začeli ustvarjati malo večji problemi, zato ker je ta vožnja jaz zdaj trenutno treniram v Kranju, na Jesenicah, včasih še v Ljubljani. Je kar zalogaj, ampak se trudimo po najboljših močeh in tudi s temi treningi zdaj pred to zadnjo tekmo sem jaz uspela nekako biti v dovolj dobri formi, da sem osvojila te točke in mi je dalo to zdaj naprej neko motivacijo, da očitno se tudi s takimi težkimi pogoji da. Ampak ja, so se pa tudi odločile pred Evropskim prvenstvom, da bova šle v Bolgarijo za 2 tedna, ker so tam vseeno pogoji boljši, pa več ur treningov sem lahko izvedla. Tako da tudi tujina pride prav. Včasih iz vidika motivacije, včasih pa iz vidika treningov, tako kot ur. Kako pa recimo potem izgleda en tak tipičen dan tvoj? Si tudi dijakinja Prešernove gimnazije, kako potem to teče? Ja, tukaj, ko sem doma, ponavadi imam
3-krat na teden jutranji trening pred šolo, potem gremo nazaj v šolo za nekaj ur, ponavadi imam pol trening spet ob 1-2. In potem imam včasih še zvečerni trening, tudi odvisno od razpoložljivosti dvorane. Če pa ne dobimo dovoljšnih ur, se pa potem vozimo še v Kranj ali pa kakšno drugo ledeno dvorano. Zdaj si gimnazijo zaključuješ ali? Ja, 4. letnik, letos imam še maturo, potem pa bomo videli, zdaj imam ta vikend informativne dneve. Imam nagledanih že tudi par univerz v tujini, ampak še ne vem, kako se bo to izteklo, tako da bomo videli. Skratka, nameravaš nameravam študirati, še naprej usklajevati oboje. Pa ob vsem tem ostane kaj časa potem še za druženje s prijatelji, za kakšne hobije? Ja, seveda če si lahko vzameš. Jaz se zelo rada preživljam čas predvsem z družino, zato ker vseeno so mi v največjo podporo in rada tudi nazaj dajem tako čas pa preživljen z njimi. Potem poleti včasih, če si vzamemo, gremo na morje. Ampak je odvisno seveda od sezone, od tega, kaj so cilji za naslednjo sezono, od tega, kje so priprave. Včasih tudi kompenziramo tako, da gremo pol na počitnice, kjer so v bistvu treningi v tujini, pa si s tem naredimo malo večji izlet. Ampak tudi iskreno, z vsemi temi tekmami, ki jih imam jaz v tujini, si nekako lahko tam naredim 2-3 dni, pa pol malo po svoje, pa si malo gledamo, pa imamo tako malo odmora. Imate kakšno vzornico? Ja, bi rekla, da seveda so te največje zvezde, mogoče iz prejšnjih olimpijskih iger, ki so v bistvu zmagovalke oziroma ki so bile na stopničkah. Definitivno so mi bile nek vir vzora, ampak potem po tem škandalu z dopingi je vse malo v zraku, zato ker v bistvu ne veš več, kaj je res, pa kdo. V bistvu ne moremo se primerjati, če pol nekateri goljufajo, ampak rada tudi iščemo vzornike v osebah, ki ne trenirajo drsanja, pa da se v bistvu lahko potem po njih oziram v drugih pogledih. Kaj pa cilji za v prihodnje? Kakšni so? Ja, zdaj trenutno so se kar odprli, nekatere, ki sem malo pozabila na njih, so kar prišli nazaj, to za osvojitev teh minimalnih tehničnih točk. To mi je bil cilj te sezone v bistvu, tako da bi rekla, da to sem že nekako zdaj osvojila. Mogoče v nekih norih sanjah finale na tem članskem svetovnem prvenstvu. Dajmo sanjati, zakaj pa ne, ker bi bil to tudi potem, bi se mi odprla vrata za olimpijske igre v prihodnjem letu, ki so v Milanu. Tako da to so neke sanje, ne vem, če so glih realni cilji. Realni cilji bi pa rekla to, da nisem poškodovana, pa da naprej lahko treniram na maksimum. No, držimo pesti na vsak način. Kaj bi pa ti svetovala mladim, ki se odločajo za ta šport? Da naj še enkrat premislijo, pa da naj so pripravljeni delati, pa vztrajati, pa ne odnehati. V nobenem primeru ne odnehati, če so za eno stvar dali že toliko energije, časa, financ, da naj samo vztrajajo. Julija, najlepša hvala, da si bila naša gostja. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in nasvidenje prihodnjič.